čemu smo danes priča, je razpad tega sistema. To, da mednarodna sodišča pravzaprav, da sodišča v ZDA, da dogovori, mednarodni sporazumi ne veljajo čisto nič, to nam kaže, da med velesilami ni več interesa, da bi takšne reči še naprej obstajal, oziroma da bi bile pripravljene same sebe omejevati v interesu obstoja tega interesa. Nevarnosti, ki so v tem trenutku, predvsem z vidika geopolitike, je to, da nimamo nobenih pravil, je zelo težko predvidevati in da vsaj kar se tiče, mi ko smo na naši celini, smo v tem trenutku ujetniki iger nekoga drugega, na katere Evropa pravzaprav nima nobenega vpliva ali pa izjemno majhen in smo samo postranski igralec. A ti misliš, da je na vidiku tretja svetovna vojna? Če neko podjetje posluje znotraj megatrenda, znotraj industrije, ki je tako ali drugače nosilec tega megatrenda, avtomatsko predpostavljamo, da bo vse raslo. Mogoče živimo v tem prepričanju, da celotna ZDA so zdaj proti migrantom, ampak ob tem pa pozabljamo, da v zadnjih 20 letih se je prebivalstvo ZDA povečalo za 80 milijonov, torej to je za celotno Nemčijo. In je to tudi razlog, zakaj ameriško gospodarstvo raste, ker vemo, da pač lahko rastete bodisi iz produktivnosti, bodisi iz pač povečanega števila rok. Preprosto, Evropa tukaj pa ne zna, nima tega modela. Po eni strani ne prepušča te gospodarske pobude, po drugi strani pa tudi države niso učinkovite z integracijo, ne znajo pritegniti ustrezno delovno silo, integrirati, vključevati. Če bi mogel izbrati en megatrend za naslednjih 10 let, katerega bi izbral? Mogoče najbolj dolgočasnega, ki sem ga že omenil. To je Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V tokratni epizodi se poglabljamo v megatrende, kateri trendi so tisti, ki nas bodo nekako spremljali v prihajajočem desetletju, na kaj moramo biti pozorni kot mali vlagatelji, sploh tisti, ki imate nek dolgoročni horizont, kakšen bo svet čez 10, 20, 30 let. Geopolitika igra pomembno vlogo, demografija igra pomembno vlogo, kaj pa še, tudi umetna inteligenca, tehnologija in tako dalje. Tako da malce bolj detaljno smo razbili vse te megatrende, tako da vabim vas, da prisluhnete epizodi, vabim pa vas tudi, da obiščete našo spletno stran moneyhow.si, bliže se oddaje davčne napovedi, tako da če rabite pomoč, se lahko obrnete tudi na Taxistenta, našega davčnega asistenta, ki vam pomaga pri oddaji davčne napovedi. Uvozite lahko poročila iz Interactive Brokers, Trade Republic, Revolut in zdaj dodajamo tudi Trading 212. Lahko naredite, če imate več brokerjev, lahko iz večjih različnih brokerjev uvažate, lahko ročno vnašate, ročno popravljate vse postavke, tako da vse te funkcionalnosti so vam na voljo. Z enim klikom potem pritisnete in izvozite lahko v e-davke. Video o tem, kako deluje Taxistent, bom objavila v kratkem, tako da vabim, da se tudi pogledate. Taxistent je del MoneyHow Premiuma, tako da vabim vas, da se naročite in nas tudi konec koncev podprete. Zdaj pa hitimo naprej na današnjo epizodo. Prijetno poslušanje. Pred mikrofonom je Denis Mancevič, odličen poznavalec geopolitike, trendov, strateški svetovalec in analitik. Zdravo, Denis. Lep pozdrav, Marja, in hvala za povabilo. Z veseljem. Midva sva pred časom posnela že eno epizodo na temo megatrendov, tako da danes bova pravzaprav pogledala, kaj so takrat povedala in pa pogledala, kateri so novi megatrendi, na katere moramo biti pozorni. Preden gremo na megatrende, konkretne megatrende, deva najprej pojasniti, kako v bistvu sploh prepoznaš megatrend, kaj sploh je megatrend. Ko govorimo o megatrendu, je predvsem pomembno, da znamo to ločiti od nekih mogoče bolj kratkoročnih pojavov, hajpov, modnih muh in podobno. To bi bilo najlažje, če bi pojasnil skozi naslednjo prizmo. Torej, par značilnosti, ki jih ima vsak megatrend in po čemer se razlikuje od bolj kratkoročnih. Prvo je to, da gre za neko večjo strukturno spremembo, ki podobno, recimo, če vzamemo primer, internet vpliva na praktično vse industrije, na naše življenje, na življenje družb, ekonomiji, gospodarstev v celoti. Torej, ni vezana izključno na eno panogo ali pa na skupino panog. Drugo, gre za trend, ki je prisoten globalno. Torej, ne za nek pojav, ki je omejen na eno regijo, eno makroregijo, ampak tako ali drugače zadeva cel svet. In tretja zelo pomembna značilnost, po mojem, je ta, da so to neke strukturne spremembe, ki se jih ne da kar enostavno z regulativo
z nekimi odločevalskimi, z nekimi politikami, ker enostavno kratkoročno zavrteti nazaj ali pa ukiniti, ampak imajo neke strukturne značilnosti, ki tudi onemogočajo tovrstne vplive, predvsem globalni politiki. Preden greva zdaj secirati v detajle te megatrende, bi te rada še vprašala, ker pač saj veš, mali vlagatelji smo lovci tudi na vroče zgodbe. Zdaj, a so lahko megatrendi priložnost ali past za vlagatelje oziroma za kakšen profil vlagatelja lahko to past? Absolutno velja, da je to oboje lahko. Nedvomno so megatrendi ena velika priložnost, predvsem za tiste vlagatelje, tudi male zasebne, ki igrajo zelo dolgo igro. Na 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 žalost jih je malo, ne, ali pa bi si želeli najbrž, da bi jih bi bilo več. A, past, mogoče o tem pa par več besed, pa predvsem zaradi tega, ker dostikrat ocenjujemo, predvsem mali vlagatelji, da torej, če neko podjetje posluje znotraj megatrenda, znotraj industrije, ki je tako ali drugače nosilec tega megatrenda, ali pa v tem primeru, recimo v današnjem trenutku je to lahko AI, ne, umetna inteligenca, vse, kar avtomatsko predpostavljamo, da bo vse raslo. Vsa podjetja, ker so tako ali drugače v košarici, bodo rasla. Mislim, da je to največja napaka, pravzaprav, ki jo delamo. Zaradi tega, ker tako kot v vseh drugih panogah, tudi tiste, ki so znotraj megatrenda, se prej slej trg konsolidira, se pojavijo zmagovalci in se pojavijo tudi poraženci. Eno, recimo primer, ki ga lahko čisto svežega uporabimo, ki je malo boleč, ne, elektrifikacija, zelena tehnologija, vemo, da je en izmed megatrendov, ampak vemo, da je tudi en evropski proizvajalec baterij, Northvolt, šel v stečaj, in to naj bi bil nekdo, ki je paradni konj pravzaprav EU na tovrstnem področju, ki bo pariral Kitajcem in podobno. Ja, in vemo, da je to lahko hitra past. Ali druga taka stvar, ki je tudi, se mi zdi, kar vsem na očeh, solarizacija, in torej solarna tehnologija je prav tako nedvomno del tega megatrenda obnovljivih virov energije, čistejše energije. Vemo pa, da je tudi en kup evropskih proizvajalcev šlo v stečaj ali pa posluje z izjemno nizkimi maržami. Zakaj? Zaradi tega, ker je panoga tako specifična, da je Kitajska pravzaprav s svojo masovno proizvodnjo, z dostopom do surovin in poceni delovno silo preprosto povozila, ne. Tako da znotraj megatrenda je treba biti izjemno previden in pametno zbirati zmagovalce. Ni vse, kar je znotraj tega, bo avtomatsko prinašalo rasti in posledično donose. Saj to, zdaj ko omenjaš tehnologijo AI, saj to smo tudi videli leta 2000, ko se je zgodil pač ta pok pika kom balona. Da. Tudi takrat smo verjetno se je 95. leta govorilo o nekih megatrendih, o nekih zmagovalcih, pa potem niso vsi prišli ven kot zmagovalci, ne. Da, seveda. Greva midva zdaj mogoče malo bolj konkretno, pa bi dala AI mogoče majčkeno na stran, pa fokus na geopolitiko, ker se mi zdi, da je to tudi zelo aktualna zadeva. Geopolitika, kadarkoli beremo o teh megatrendih, vedno je izpostavljena na zelo visok, na seznamu. Kako ti gledaš na geopolitiko, kje so priložnosti, kje so nevarnosti? Mislim, da ko govorimo o geopolitiki, so predvsem nevarnosti. Namreč vse od 90. let smo, če pogledamo kot tudi navadni državljani, pa kot vlagatelji, bili nekako ujeti v to past Francisca Fukuyame, ne, da pravzaprav je konec zgodovine, torej da je liberalno-demokratični red zmagal in posledično smo tudi pozabili nekako na vpliv geopolitike. In zdaj vse od prvega mandata Trumpa, pa potem predvsem zaradi vojne v Ukrajini, torej od februarja 2022, vidimo, da se je geopolitika še kako vrnila skozi ena zelo velika odprta vrata v naše domove in vpliva kot najbrž megatrend, ki bo tukaj ostal, na čisto vse, od potrošniških navad do kupne moči, seveda tudi do tega, kam vlagati, kako vlagati in kako biti pri tem previden, ne. Nevarnosti, ki so v tem trenutku, predvsem z vidika geopolitike, je to, da nimamo nobenih pravil, je zelo težko predvidevati in da vsaj kar se tiče, mi, ko smo na naši celini,
smo v tem trenutku ujetniki iger nekoga drugega, na katere Evropa pravzaprav nima nobenega vpliva ali pa izjemno majhen in smo samo postranski igralec. In v tej situaciji plujemo tako, kot nas pač premetavajo valovi, torej z zahoda prihaja nevarnost trumpizma in vseh geopolitičnih tveganj, ki nastajajo z te strani. Z vzhoda imamo eksistencialno vojaško tveganje po imenu Rusija, imamo še nestabilne regije v naši okolici, tako da ti lahko zelo hitro spremenijo razpoložljivost trgov, lahko zelo hitro tudi sesujejo določene trge. Po drugi strani pa, če že kje prenašajo priložnost, je najbrž to orožarska industrija. Vem, da si v podcastu ravno, da ste pred kratkim o tem govorili, sem sam z zanimanjem poslušal. Ampak tudi tukaj nekateri bodo zmagovalci, bo pa tudi kar nekaj poražencev. V tem trenutku mogoče malo ne vidimo še tega. Potem priložnosti, ki nastajajo iz te geopolitike, so neke panoge, ki so vezane na pojem, kaj je to v nacionalnem interesu ali pa nacionalna varnost. Naenkrat se pojem tudi nacionalne varnosti širi. Če govorimo širše o Evropi, postajajo kritične panoge, tudi take, na katere povprečen vlagatelj in državljan ne bi pomislil, torej logistika, prehrana, ne samo energetika. In tiste države, kjer je mogoče malo več tudi kapitala, kjer je več aktivnega dogajanja z vidika državnih naložb, kjer so mogoče državna podjetja, ki so v teh panogah, ampak so uvrščena na trg in se z njimi da trgovati. V Sloveniji žal tega praktično nimamo ali pa zelo malo. Potem nastajajo take priložnosti, ker ta podjetja bodo igrala v tej nestabilnosti in v teh geopolitičnih tveganjih najbrž pomembno vlogo. Zdaj, ko meniš nacionalna varnost, to je praktično na jeziku Donalda Trumpa skoraj vsak dan v povezavi seveda z Grenlandijo, ne? Kaj tukaj pričakuješ ti? Ker tukaj se govori o razpadu Nata, zdaj Švedska je poslala svoje vojake, Nemčija je poslala nekaj svojih ljudi na Grenlandijo, poseben odposlanec Amerike je šel na Grenlandijo. Kaj se tukaj dogaja? J.D. Vance, čeprav ni bil povabljen, ampak ni bil povabljen, pa je šel. Pri Trumpu mislim, da še vedno podcenjujemo to, da v drugem mandatu je izjemno politično pripravljen na to, da izvrši to, kar govori. Ker pa govori tako nepredstavljive zadeve, da ne rečem še kaj več, nam je to tuje. In ne znamo v naš miselni okvir vsakdanji, da so neke racionalne poteze, da neke posledice imajo zelo veliko negativnih konsekvenc in posledično te odločitve se ne sprejmejo. On razmišlja v drugih kategorijah. Izhajajoč iz tega, tudi izhajajoč iz posega v Venezueli, bi jaz sam ocenil, da kar se tiče Grenlandije, ni več vprašanje, ali bodo ZDA poskušali prevzeti nadzor nad otokom, ampak samo še kdaj in kako. Z vsemi posledicami, ki sledijo za transatlantske odnose, tudi za zvezo NATO in podobno. Se pravi, a ti misliš, da je na vidiku tretja svetovna vojna? Ne, tretja svetovna vojna zaradi Grenlandije ne bo. Tretja svetovna vojna bo mogoče zaradi Rusije, pa lahko pojasnim, zakaj tako mislim. Zaradi Grenlandije bo pa transatlantsko zavezništvo, ki je že danes mrtvo, samo še bolj mrtvo, torej to brcanje mrtvega konja. Bo pa to imelo hude posledice za najverjetnejši spet neke vrste razhod zveze NATO. Sam vidim največjo težavo v tem, da mi na evropskem kontinentu na to niti nismo mentalno pripravljeni. Spet to ni nekaj v našem mentalnem okviru, politiki ne znajo sploh misliti v tej kategoriji in posledično je Evropa popolnoma nepripravljena na ta korak. In da ta vakuum, ki bo nastal po tem dejanju, se bo izjemno dolgo vlekel. Zakaj? Zaradi tega, ker evropske institucije, celoten model ni bil vzpostavljen za hitro odločanje in pa učinkovito. To je pač odločanje na podlagi konsenza, večstopenjsko, države članice, Evropske komisije, svet, gor dol, in odločitve, ki so običajno sprejete, so na podlagi najmanjšega skupnega imenovalca, posledično zelo šibke in po drugi strani zelo počasne. In v tem okolju bo to največje tveganje predstavljalo za Evropsko unijo. Tretja svetovna vojna, pa zakaj mislim, da do tega pa ne bo prišlo zaradi te poteze, ampak zaradi Rusije, če že. V Rusiji se krepijo ideje o tem, da
ne samo, da so jedrske sile bolj suverene od nejedrskih sil, ampak da imamo znotraj jedrskih sil posebno kategorijo sil, ki so bolj suverene od drugih, in to so tiste, ki so kdaj jedrsko orožje tudi preventivno uporabili. In do zdaj vemo, da se je to zgodilo enkrat, da so ZDA tudi s tem vojaško pokazale svojo moč in odločnost. In v Rusiji se krepi ideja, da bi mogla Rusija tudi nekaj podobnega narediti, zato da niti ne toliko zaradi vojne v Ukrajini, ampak zaradi tega, da pokaže celemu svetu in tudi ZDA, da je enakopravni jedrski partner, da se z njim moramo pogovarjati in da če že gre za delitev interesnih sfer, potem je Evropa, vsaj vzhodni del, centralni del Evrope, neko ozemlje, neko igrišče, ki pripada njej, in na tak način zavrteti pravzaprav čas nazaj v obdobje po drugi svetovni vojni, ko je Sovjetska zveza diktirala pravzaprav, pod kakimi pogoji bo Evropa živela, na drugi strani so bile pa ZDA. Se pravi, pripravljeni smo uničiti človeštvo samo zaradi svojega ega ali kako? Ne, to so drugi pripravljeni. Nekateri Drugi, ja. so pripravljeni na ta Drugi. korak. Zdaj, ljudje, ki govorijo v teh kategorijah in prihajajo iz neke ruske intelektualne elite, ki je blizu Kremlja, govorijo, da to ni uničenje človeštva, ampak pravzaprav to je pot do miru. Torej, vemo, da po drugi svetovni vojni je bil vzpostavljen nek svetovni red, ki je potem pripeljal vsaj v Evropi do relativnega miru 70-80 let, in da bo to podobno pripeljalo do novih razmerij, vsaj v Evropi, ki bojo pa seveda pod pogoji, ki jih bo Rusija diktirala, ne pa Združene države ali Bruselj. Zdaj, ko omenjaš novi svetovni red, ne, to so mediji v začetku leta, pa že konec lanskega leta, kar precej pisali. Economist se je kar precej razpisal, že par let piše o tem New World Order. Kaj sploh to je? Da pojasnimo, laično, seveda. Zelo. Svetovni red, ki je bil zgrajen po drugi svetovni vojni in del katerega je Severna Amerika, pa tudi pretežek del Južne Amerike, seveda Evropa v prvi vrsti, bazira na tem, da je to demokratični sistem, torej kar pomeni, da so periodične volitve, ki omogočajo, da politične stranke pa politični kandidati konkurirajo za politično moč. Obenem je ta demokracija v spregi z prostim trgom, ker vemo, da komunizem je bil zgrešen poskus, ki se ni zgodovinsko izkazal, in da bo tako ali drugače prosti trg z seveda ustrezno regulacijo, ki naj bi omejevala eksternalije, bodisi negativne, bodisi pozitivne, omejevala, bosta ta dva vpregi delovala. Zraven je pa zelo pomemben tretji element, izjemno pomemben, je pravna varnost, pravna država, enakopravnost pred zakonom. In ko pogledamo te tri elemente, so pripeljali do tega, v končni fazi so pripeljali do globalizacije, do dviga življenjskega standarda povsod, pravzaprav širom po svetu. Od tega je imela naša regija recimo izjemne koristi, ker je skupaj z drugimi osrednjeevropskimi pa vzhodnoevropskimi državami po razpadu sovjetskega bloka, po prehodu iz socializma, pravzaprav imela ogromne koristi z prehodom na tržno ekonomijo, seveda z obilico tudi finančno-gospodarske pomoči, razvojne pomoči, ampak tudi ta element pravne varnosti je bil tukaj. Zdaj, to, čemur smo danes priča, je razpad tega sistema. Zdaj, vse se dogaja po neki inerciji, dokaj počasi, in mogoče zato ni to enkraten dogodek, ko bomo rekli za nazaj, to in to se je zgodilo. Ampak to, da mednarodna sodišča pravzaprav, da sodišča v ZDA, da dogovori, mednarodni sporazumi ne veljajo čisto nič, ne samo za Rusijo, ampak tudi za nekoga, ki je bil branik dolgo časa tega, in to so ZDA, ne. To nam kaže, da pravzaprav med velesilami ni več interesa, da bi takšen red še naprej obstajal, oziroma da bi bile pripravljene same sebe omejevati v interesu obstoja tega interesa. Po drugi strani imamo pa seveda še potem tako imenovani globalni jug, imamo Kitajsko, imamo Indijo, ki po gospodarski moči
per capita je Kitajska že prerasla ZDA, ne? Pa vemo, da ni del mednarodnega finančnega sistema, oziroma je v premali stopni, ne tako, kot bi si sami želela, in posledično to ustvarja neka trenja, ki nobeni izmed teh sil več ne ustreza, in kot kaže, so vsi bolj ali manj pripravljeni na to, da ta red žrtvujejo. Zanimivo, ko se je zgodila Venezuela, kdo je še najbolj odločno stopil na pot v smislu, poglejte, to je kršitev mednarodnega prava, mi moramo spoštovati mednarodne dogovore, sporazume, obveznosti. To je bila presenetljivo Kitajska. Tega nismo vajeni, ker vemo, kakšne težave ima Kitajska z intelektualno lastnino, z delovanjem neodvisnih sodišč znotraj same sebe, ampak navzven Kitajsko izkorišča ta vakuum, ki nastaja, s tem, ko se ZDA iz tega umikajo, s tem, ko Rusijo že dolgo časa ne zanima ta mednarodni red, se poskuša postaviti kot branik nekako tega ali pa še to zagovarjati, ampak najbrž temu redu, ki smo bili priča 70-80 let, tega ni več. In kakšen bo potem svet, kakšen bo recimo čez 10 let svet? Ker verjetno bo čisto drugače, kot ga danes poznamo, če se vse te stvari spreminjajo oziroma ne vemo niti, kaj nas čaka še v roku, ne vem, saj je rekel, da bo kmalu sprejel odločitev glede Grenlandije, recimo, to bi bila lahko neka točka preloma. Ampak mislim, da Grenlandija bo neka točka v tem mozaiku. Recimo, to, da smo že v tem svetu, je, da Evropska unija na potezo ameriškega predsednika, da ugrabijo venezuelskega predsednika, ki je nelegitimen, ki ga nisi priznaval, ki je ukradel volitve, ampak ne glede, še vedno Venezuela je suverena država. Ja, in da se Evropska unija na tak dogodek odzove, da mi pozorno we monitor closely, ne, se mi zdi, da je taka formulacija, je nekaj, kar bi nas moglo blazno skrbeti. Ne. Torej, niti nismo pripravljeni tega obsoditi. Kakšen svet nas čaka, še bolj nepredvidljiv, nestanoviten, pomanjkanje tega mednarodnega starega reda bomo različno občutili v različnih koščkih sveta. Nekdo, ki mogoče živi v Indiji, in Indija, glede na to, da je ogromen trg sama po sebi in se hitro razvija, mogoče tega niti ne bo toliko občutil. Mi se bojim, da smo mi v regiji in smo tak tip odprtega gospodarstva, ko bomo pa to zelo občutili. Zakaj? Zaradi tega, ker vrednost našega izvoza predstavlja 70-80% BDP-ja slovenskega. Mi smo mali trg, mi nismo Poljska, mi nismo Rusija, nismo Indija, kjer bi domače povpraševanje še vedno generiralo. Kar pomeni, da ta nov mednarodni red, če pogledamo samo z gospodarskega vidika, bo presekal neke tokove, bo presekal neke dobavne verige, nekaj se jih bo prilagodilo, nekaj se jih ne bo, kje bodo tu naši izvozniki, ne vemo, ampak smo lahko več kot zaskrbljeni. In če ne bo tega izvoza, ki je pa zelo B2B orientiran, podizvajalsko orientiran, rezervni del in podobno, potem bomo tu zelo hitro občutili gospodarske posledice tega. Z poslabšanjem gospodarskih razmer vidimo, da še hitreje pridejo populizmi na oblast, desni, levi, ki govorijo o tem, da mogoče pa niti ne potrebujemo Evropske unije, da najboljše izstopiti iz tega, ki govorijo o tem, da so meje, ki so vzpostavljene, so nepravične, imamo tako sosedo na vzhodu. To je velik izziv lahko za Slovenijo, tako da tukaj pričakujem izjemno nestabilnost in velika tveganja. Kako sploh kot mali vlagatelj planirati, kot mali vlagatelj, ki dolgoročno varčuje, se pravi 20, 30, 40 let, kako sploh planirati v takem okolju, kot smo trenutno, glede na to, da sploh ne vemo, kaj nas čaka. Mogoče nas čaka čist nov družbeni red, ki bo prinesel neka nova tveganja, o katerih zdaj pravzaprav niti ne govorimo. Zdaj, jaz, kot dobro sama veš, nisem ekspert za vlaganje kot tak, ne, kot za investiranje, tako da bi se maksimalno izognil, da bi kakršnekoli nasvete v to smer dajal, ampak kako sam ravnam ali pa kako sam razmišljam, bom povedal. Ne. Kot prvič, seveda, razpršeš tveganja, to je eden, tudi kot vidimo, tudi če bojo se nekateri trgi zamajali, če vidimo, da se Evropa oborožuje ponovno, potem najbrž nekateri trgi bojo tudi rasli. To je ena taka stvar. Ne. Drugič, so nekateri megatrendi, ki bodo tu ostali ne glede na razmere, in to je demografija.
Mislim, da Mhm. so o tem se tudi pred 2 letoma, 3 leti se pogovarjala in se je treba tudi danes. Proti demografiji ti ne moreš zmagati. Ne moreš, oziroma, če Kitajska poskuša zdaj politiko enega otroka spremeniti v politiko čim več otrok, pa zaenkrat je precej neuspešna, potem mislim, da tudi pozivi nekaterih politikov slovenskih, da pejte rojevati v Sloveniji, ne bo ravno uspešna, a ne. Ja, in demografska slika je takšna in projekcije so in te bojo ostale. Kar pomeni, da delež starejših, delež socialne oskrbe, na splošno podporne zdravstvene sisteme, preventivno, to bo vse, nisem sigurno nisem prvi, pa ne zadnji, pa nisem najbolj pameten, ampak to je nekaj, kar bo tukaj ostalo. Podobno najbrž kot zdravstvo, farmacija, to vidimo, da so to neke panoge, ki ne glede v končni fazi na vojno v Ukrajini, farmacevtske družbe v Rusiji normalno poslujejo, v Ukrajini normalno poslujejo. Tako da so neke dolgoročne priložnosti ali pa neke panoge, neke megatrendi, ki mislim, da ne glede na to nestanovitnost ostajajo. Najbolj tvegana poteza pa najbrž staviti na enega konja, ki je po možnosti še neka lokalna zgodba, ne. Močno odvisna od slovenskega trga, močno odvisna od regulative, od politike, to je pa lahko res najbrž zelo, zelo nevarna poteza. Ja, in to se ravno zdaj dogaja, ko je slovenska borza praktično iz dneva v dan dosega nove rekordne ravni, tistih par delnic v indeksu pa tudi. Tako da mislim, da je treba zelo, zelo paziti. Kar Zdaj, je ko noro, kar kar je je noro, kar kar je je. Ja, čeprav jaz sem danes sem naredila anketo na LinkedInu med našimi sledilci in sem vprašala, kolikšen odstotek slovenskih delnic imajo v portfelju. Mislim, da poslušalci Moneyhow nimajo prav velik odstotek, čeprav slišim, vidim drugje, pa da imajo tudi kar precej veliko izpostavljenost, tudi do 60-70%, tako da to se mi zdi res crazy. Zdaj, tukaj je nekaj stvari, ki bi jih še rada obdelala pri geopolitiki. po vrsti, Vem, okej, ampak ta kar po vrsti. demografija mi je tudi noro zanimiva, ampak moram iti nazaj na nacionalno varnost, ker eden od glavnih razlogov, zakaj si želi Amerika v bistvu Grenlandijo, so tudi redke kovine, ki jih seveda potrebuješ za vse sorte stvari, ne. Ne, tukaj tudi kar ena priložnost, če seveda natančno spremljaš, kje vse se potrebuje, te surovine oziroma minerale. Ja, ampak s kančkom previdnosti. Mhm. Pred par tedni so me spraševali novinarji slovenski, kje smo zdaj z sporazumom med Ukrajino in ZDA o izkoriščanju redkih zemelj oziroma redkih kovin. Če se spomnimo, da malo osvežim spomin, to je ena izmed teh točk, na katero je ameriška administracija blazno pritiskala, da in pogojevala pravzaprav svojo pomoč, vojaško pomoč Ukrajini, z tem, da podpiše nek tak sporazum, ki je nezavezujoč in nekako postavlja nek okvir, koliko bo ameriške korporacije investirale v to industrijo v Ukrajini in potem kakšen del dobička bo iz tega imele, podobno tako. Mhm. Zelo podobna diskusija, kot jo imamo zdaj o Grenlandiji. In zdaj, mogoče ena stvar, ki za poslušalce bo gledalce tudi podcasta zanimiva. ZDA so z Afganistanom, ko so napadle potem in potem vzpostavile svojo oziroma prijateljsko oblast, podpisale 2 tovrstna sporazuma z Afganistanom. Ista tema, redke kovine, redke zemelje, ne vem kaj vse. Zaradi tega, ker je Afganistan izjemno bogat s tem. Mhm. Podobno zgodbo vidimo zdaj v Ukrajini, pol leta je minilo, premaknilo se ni nič in tudi se ne bo premaknilo in bom tudi povedal, zakaj. In isto ocenjujem, da je ista zgodba z Grenlandijo. Mi moramo znati brati med vrsticami, pa seveda malo se poglobiti mogoče v tematiko. Torej, eno so zaloge, eno so teoretične zaloge, podobno kot z venezuelsko nafto. Drugo so pa realnosti današnjega izkoriščanja teh kovin, tržna ekonomska logika izkoriščanja teh kovin in pa obsežne investicije, ki so za to potrebne. Namreč že zdaj nihče ne omejuje ameriškim multinacionalkam investiranja v Grenlandijo v tovrstno panogo. Pa teh investicij ni iz 2 razlogov, pa so zaloge res ogromne. Iz 2 razlogov. Prvič, ni infrastrukture,
železniške, transportne, logistične, osnovne infrastrukture preprosto ni in za to, da bi jo vzpostavili, potrebujete na desetine milijard. Drugič, tudi če uspete te rudnine potegniti ven, je njihova komercialna vrednost bo nekonkurenčna glede na trg. Torej, razen v pogojih, kot ti rečeš, ko bi ena država rekla, mi bomo v to investirali toliko in toliko zaradi nacionalne varnosti in bomo to investirali desetletja, potem ima mogoče to smisel. V nasprotnem primeru pa vidimo, da je to samo neka politična retorika, ki pomaga politikom opravičevati to ali pa ono dejanje. Za Trumpa to pomeni, jaz sem zmagal, spet sem, dragi Američani, dosegel sem en gol, v Ukrajini bomo proizvajali redke kovine, ki jih potrebujemo in bomo s tem se omejili vpliva Kitajske in podobno. Ampak potem, ko pogledamo realne posledice, se pa nič ne zgodi in to, da se nič ne zgodi, ima neke čisto svoje ekonomske, neke razumljive, objektivne temelje. Mislim, da se bo tukaj podobno zgodilo. Zdaj pa, če bova malo skombinirala geopolitiko in demografijo, migracije. Ja, zdaj migracije Vidimo, da v bistvu vse sva rekla, da starajoče prebivalstvo, pač potrebno bo neka delovna sila na nek način, ne bomo mogli vsega reševati z umetno inteligenco. Na eni strani, na drugi strani pa vidimo tudi, da se dogajajo razni protesti in si želijo ljudje, da se pač izžene tujce iz države. Ja, zaradi tega, ker predvsem desne politike so tukaj med kladivom in nakovalom. Po eni strani govorijo, kako bojo bolj prijazne do gospodarstva, vzpostavili neke pogoje, ki bodo gospodarstvu naklonjene, a po drugi strani imajo pa ta ideološki z druge strani in pa govori, da morajo biti previdni do migracije, do tujcev oziroma celo sovražni, bi lahko rekel. Zdaj, v nekem trenutku bo prišel ta reality check, ko mislim, da se bojo tudi te tovrstne politike tako ali drugače se bojo spremenile. In ko bo nastala neka distinkcija med kaj so nedovoljene migracije, ki so nezakonite, kaj so pa neke delovne migracije, ki jih predvsem Evropa tukaj potrebuje za to, da sploh lahko ekonomski model svoj ohranja naprej. Namreč, mi smo zdaj mogoče živimo v tem prepričanju, da celotna ZDA so zdaj proti migrantom, vidimo agente ICE, ki počnejo grozovite stvari, ki sodijo v policijsko državo v neko, ampak ob tem pa pozabljamo, da je v zadnjih 20-30 letih se je prebivalstvo ZDA povečalo za 80 milijonov, torej to je za celotno Nemčijo. In je to tudi razlog, zakaj ameriško gospodarstvo raste, ker vemo, da pač lahko rastete bodisi iz produktivnosti, bodisi iz pač povečanega števila rok, preprosto. Evropa tukaj pa ne zna, nima tega modela. Po eni strani ne prepušča te gospodarske pobude, po drugi strani pa tudi države niso učinkovite z integracijo, ne znajo pritegniti ustrezno delovno silo, integrirati, vključevati. Ampak jaz mislim, da se bo tukaj preprosto spreminjalo. Poglejte, če pogledava, Marja, Balkan in pa turizem balkanski. Govorim zdaj od Grčije, Hrvaška recimo. Vzamemo Hrvaško, kjer je turizem tako pomemben del BDP-ja, je praktično nemogoče ne najti več v hrvaških hotelih ljudi, ki bodo stregli, se z vami pogovarjali, ne samo čistili sobe, ampak tudi imeli neposredni stik z potrošniki, s kupci, z gosti in bodo ti iz Filipinov, običajno, Filipini, Bangladeš, nekako ta azijski bazen. Pa bi rekel, da je Hrvaška nekako na isti liniji nastrojenosti, kar se tiče migrantov, kot Slovenija, ampak je že prešla, tudi politika prešla ta prag, da je to pač potrebno, če želi sploh gospodarska mašinerija nekako iti naprej. V Sloveniji mislim, da mi še tega pragu nismo prešli, ampak prej slej nas to čaka, če ne drugače zaradi socialnih pritiskov, vidimo, da recimo zakon o dolgotrajni oskrbi je sprejet, financiran je, ga plačujemo, a po drugi strani imamo ozko grlo. Zakaj? Zaradi tega, ker ni ljudi. In to se nam bo dogajalo vedno več in vedno bolj. Ja. Odgovorna politika, ampak to smo že bolj na tleh slovenske politike, bi mogla biti smer upravljanja s pričakovanji, pripravo prebivalcev, predvsem v manjših sredinah,
ker mogoče tujcev, imigrantov niso tako vajeni, ampak zaenkrat pa to deluje bolj kot neko hujskaštvo, kot neko nabiranje političnih točk. Ne vem, saj verjetno si opazil, da ZDA so izdale nek dekret, iz katerih držav bodo omejile oziroma onemogočile vstop z vizumi za delo v ZDA. Med njimi sem bila kar malo presenečena. Severna Makedonija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora. Ja. Nekako sem gledala pri tem S-u, če tudi Srbija zraven, ampak ni bila. Ej, glede na to, da sva zdaj rekla, da pač demografija je zelo velik problem, in tudi bo v prihajajočem desetletju, se pravi, to pomeni, da bo še večji pritisk na pokojninsko blagajno, zdravstveno blagajno, in to pomeni, da je treba res ljudi opozoriti na to, da bo treba poskrbeti za lastno pokojnino in da ne moremo več računati na državno pokojnino, pa te estetski popravki, ki se dogajajo in jih potem zapakirajo v neko reformo, da to pač ni zadostno. Za čas, ko Absolutno, se bomo mi upokojevali, ne? absolutno. In mislim, da je izjemno pomembno o tem v javnosti govoriti, osveščati ljudi, da bomo najina generacija, mi smo približno istih let, in mlajša, ki prihaja, bo mogla za to postoriti bistveno več. Žal je tukaj država zamudila ta vlak, večkrat je imela priložnost od vzpostavitve drugega stebra pokojninskega, ne, in individualnih računov pokojninskih, ne, do še razvoja kapitalskega trga in podobno. Ampak realnost pa je taka, da nedvomno bomo soočeni s tem, da bomo mogli večji del, vedno z vsakim letom večji del zdravstva in sociale pokrivati iz lastnih prihrankov. Ja. Prej si omenil, da je lahko eden od megatrendov tudi preventiva v zdravstvu. Samo da ti povem eno mojo izkušnjo od včeraj. Malo sem bila tudi jezna, ker sem bila pri zdravniku in sem rekla, od kje pa meni informacija, kako naj bi pa jaz vedela za to situacijo, ki pač bi jo mogla poznati, ne, pri mojih letih. In mi je ženska zdravnica odgovorila: "Mi smo tu, da skrbimo za kurativo, ne za preventivo. Imam samo 10 minut na pacienta." Ja, zdaj mi, če se postavim vlogo pacientov, moramo v teh novih okoliščinah investirati čas, da se bistveno boljše spoznamo na materijo, o kateri govorimo, da bistveno bolj razumemo naše zdravje, razumemo tisto, kar nam škoduje, da sami investiramo nekaj časa v raziskave, ne da smo sami zdravniki, ampak da približno znamo bolj holistično razmišljati. Po drugi strani pa to, da zavarovalnice vstopajo na zdravstveni trg in da so to neki pritiski, je samo po sebi dovolj zgovorno. Nekako smo se že navadili, da zobozdravstvene storitve so že pravzaprav samoplačniške. In ta spekter storitev, ki bodo na koncu postale samoplačniške oziroma predmet dodatnih zavarovanj, bo najverjetneje vedno večji, in to zaradi nevzdržnosti zdravstvenih in pa drugih blagajn. Se pravi, lahko rečemo, da eden od trendov je v bistvu, kot sva rekla že prej, zdravstvo oziroma investicija v zdravje. Zdaj tukaj vem, da veliko ljudi ChatGPT-ja svoje diagnoze, menda, da so enkrat celo opozorili na televiziji, da je gneča na urgenci zaradi tega, ker jim je ChatGPT rekel, da ne grejo na urgenco. Kako ti gledaš na to? Bomo imeli mogoče neke bote, ki nam bojo pomagali na primarni ravni nekako postaviti hitreje diagnozo ali pa kakorkoli, ne vem. Tu zanimivo, kar se nam dogaja kot družbi, se mi zdi, da je en paradoks. Po eni strani vemo na raziskave in dokazano, da zna umetna inteligenca izjemno dobro pomagati zdravnikom pri diagnozah, kako se znebiti administrativnega dela, prepisi pogovorov. Mislim, take stvari, ko pogledamo čisto procesno gledano, in pa tudi pri odkrivanju nekih vzorcev. In zanimivo, da smo tukaj kot Slovenija, pa spet najbrž ne edini čisto v Evropi, izjemno počasni. Kaj? Zaradi najbrž zdravstvenega lobija, zdravniškega lobija, zaradi tega, ker to vodi prej slej k izgubo nekih delovnih mest, ki pa jih itak potrebujemo drugje, saj sva ravno prej govorila o tem. Ampak tu smo kot družba blazno počasni. Ne želim poveličevati recimo ene Estonije, ampak Estonija je tukaj za zgled lahko pri digitalizaciji tudi tovrstne.
To je zame digitalizacija, ne pa nakup slušalka, ne, kot se delilo, ko se boni delili za nakup opreme. Po drugi strani pa paradoksalnost pa je, da ker je pa so boti, AI boti tako dostopni širši populaciji, pa postaja ta vstop te umetne inteligence na nepravi način. Ne? In to je, da postavljamo sami sebi že diagnoze, oziroma kot si prej samo omenila, ustvarjamo nova ozka grla, zaradi tega, ker smo vpisali neko opis nekega stanja ChatGPT-ju, ki seveda popolnoma neprimerno orodje za to vrstno svetovanje, in ustvarjamo neke nove ozka grla, probleme mogoče, ne, ali pa neustrezno zdravljenje. Tako da lahko to tezo razvijamo še naprej, da imamo že primere, ko so ta orodja postajala predmet sporov parov, razhodov, družinskega nasilja in podobno. Tukaj se potem hitro pridemo na polje morale, etike in pa neke regulative, ki bi jih mogla to vrstna orodja imeti, ampak v tem trenutku pač še preprosto nismo tam. Naši možgani človeški se pa niso bistveno spremenili od neandertalca naprej. Čeprav imamo opravka s čisto drugo tehnologijo, s čisto drugimi orodji in naš vsak dan izgleda povsem drugačen. Ampak jaz mislim pa, da je to nekako mogoče pričakovati v prihodnje, da bo več tega AI, nekega svetovanja. Imamo zdaj že odvetnike AI, potem imamo, ne vem, zdaj zdravnike, mogoče še bomo imeli, radiologija bi zagotovo lahko se AI-izirala. Pa danes sem brala en članek na Wall Street Journal, ker tudi Tony Robinson, to je Robinson, svetovalec, nek guru svetovanja, osebnostna rast, ne, on ima tudi enega svojega AI robota in pač tam ga vprašaš, $200 plačuješ na mesec ali $99 in dobiš vse, kar rabiš vedeti. Kot bi se pogovarjal z njim. Ja, saj so znani primeri, ko so psihologi pravzaprav Psihologija. dobili psihologe, ki so pravzaprav čist brali tisto, kar jim je ChatGPT napisal, ne. Problem seveda tega je, da potem te industrije bojo izumrle, ne, oziroma ti zdravniki postajajo popolnoma nepotrebni, ne, ti poklici, kar ni prav. Skratka, glede na to, da je to nova tehnologija, ne, nov način uporabe, se še nismo čisto navadili in se tu prilagajamo, ne, se mi zdi. Kar se tiče posebej specializiranih AI rešitev z vidika chatbotov, najbrž jih bodo seveda posamezniki, posamezne korporacije ali pa jih že razvijajo, ampak tukaj bo na koncu koncev zmagovalec bo pobral vse, ne. Tu ne bo nekih 1000 mikro rešitev, ki bi tekmovale za neke niše znotraj panoge, ampak bo ali Google ali Microsoft Google, ja. ali OpenAI, nekdo bo pobral vse, ne, tako kot vidimo pri operacijskem sistemu, ne, večina nas uporablja Windows, ne. Zanimivo. Če se še majčkeno bi ostala pri zdravstvu, ker ravno danes sem brala en članek o teh zdravilih za hujšanje. To je tudi en zelo velik trend, malo je bil v upadu, ampak zdaj to spet vse zelo raste, ker debelost je v bistvu epidemija sodobnega časa in vse bolezni, ki potem pridejo, in pač ta zdravila za hujšanje so tudi zelo aktualna. Zdaj imamo tablete po ta novem, ne rabiš se v bistvu z injekcijo zbadati. Pa videla sem oziroma prebrala sem tudi, da se že restavracije v Ameriki prilagajajo tem ljudem, ki jemljejo ta zdravila, ker pač imajo malo bolj zmanjšan apetit in seveda je treba ustrezno ponudbo prilagoditi, ne. Zanimivo, ja. Ne, saj farmacijo in neko preventivo, ne, o tem sva govorila, to je nekaj, kar bo ostalo. Pri zdravilih, ali pa kako bi rekel, pri načinu uporabe tovrstnih zdravil, se pa Evropa amerikanizira kot pri marsičem drugem, ne. Če pogledamo, pač mi smo del tega ameriškega zahodnega sveta, kjer na koncu koncev nosimo iste oblačila, jemo iste stvari in podobno. In zakaj bi nekdo investiral 5 ali pa 10 ur za neke aktivnosti ali pa se prikrajšal mogoče za nekaj 100 kalorij na dan, če lahko to reši z eno tabletko, ne. Tako da to je del neke kako bi rekel, družbene klime, v kombinaciji tudi z nekimi drugimi faktorji, ki so tukaj prisotne, ne, in
To je nekaj, kar bo ostalo in smo tukaj čisto odvisni od tega, kam še nas bo popeljala čisto farmacevtska industrija. Mislim, tukaj bi bili lahko potencialni kar veliki prihranki, a ne? Glede na to, da pač, če nekako vplivaš lahko na diabetes pa na druge bolezni s tem, ne, da, Ja, sigurno. kar je posledica debelosti. No, v glavnem, okej, a greva naprej. Zdaj, nekaj sva že govorila o tehnologiji oziroma umetni inteligenci. Kaj lahko še rečeva? Zdaj o tem govorimo že zelo dolgo časa, tudi govori se, da se napihuje AI balon, vsi se sprašujemo, kdaj bo ta AI balon počil in kako nas bo zelo bolelo, a ne, ker v bistvu, če pogledava S&P 500, je praktično zelo velika koncentracija prav na AI Ja. delnice, a ne. Ne vem, zdaj, če želiš čisto moje osebno mnenje, ja, bi se jaz strinjal s tem, da to je balon. Zdaj, kako velik, kako močno prenapihnjen je in posledično kako močno bo počel, to težko sodim, ampak samo če pogledava, ne, recimo zadnjič sem bral tudi eno analizo o tem, kako administracija Trumpa stavi na ogromne podatkovne centre, ogromno računalniško moč, ki je ogromen porabnik električne energije in edino, čimer lahko dosežemo, vsaj v Ameriki, na tako ogromnem obsegu, so nuklearke, nuklearna industrija. In zdaj je sprejet ogromen paket, ki revitalizira že zaprte celo nuklearke v Združenih državah Amerike in to zelo na hitro, vprašanje pod kakim nadzorom in podobno. Po drugi strani pa vidimo, kaj Kitajci počnejo. Poskušajo vzpostaviti jezikovne modele, ki porabijo mogoče desetino, če ne celo še manj energije, kot jo porabijo rešitve, ki so na zahodu ustvarjene, in posledično pazijo na to, da izgleda, da AI rešitve ne bodo postale ozko grlo z vidika porabe električne energije. In tu smo spet v tem precepu. Torej, je ta AI boom in ta balon zaradi tega, ker je prenapihnjeno in so že vrednosti tako visoke, ker ne bo uporabne vrednosti, kar je čisto možno, take kot mogoče trgi pričakujejo. Po drugi strani se pa vzporedno še en kup industrij raste na tak način, in to so že omenjeni podatkovni centri, Nvidia, čipi in podobno, ki seveda so povezani, ne, linearno s tem povezani, ki je pa tudi vprašanje, ali se bo to uresničilo ali ne, kajti mogoče bodo pa kitajski način razmišljanja o jezikovnih modelih zmagal, ki bo na bistveno zmanjšani porabi električne energije funkcioniral z podobno funkcionalnostjo, kot jo recimo razvija Facebook, Amazon in podobni. Ne. Tako da do teh odgovorov bomo prišli najbrž v nekaj letih, v tem trenutku jih nimamo, ampak pri AI-ju je tako, da mislim, da podcenjujemo trenutno že uporabno vrednost z vidika procesne čist dodane vrednosti. Samo predstavljamo si, kaj bi to pomenilo v slovenskem zdravstvenem sistemu, v sodnem sistemu, kolikor bi naenkrat procesi bili avtomatizirani, kar lahko AI močno pomaga. Po drugi strani pa precenjujemo pa ta vidik, da kmalu se bomo srečali z roboti na cesti in bomo vsi ostali brez služb in bomo s samovozečimi vozili se vozili. Ne. Tako da tu mislim, da smo nekje v tem precepu, da so uporabna vrednost, še ne znamo čisto potegniti prave vrednosti, in da kmalu bomo videli tista podjetja, ki bodo znala pravo vrednost v industriji pokazati, bojo mogoče ohranile vrednosti ali pa še rasle, medtem pa kakšne aplikacije pa ne bodo. Da navedem en primer konkreten. Spomni se hypa okrog 5G tehnologije. Da bo to revolucionarno spremenilo podatkovni prenos, operacije na daljavo in podobno, zaradi tega, ker je latency, ta zamik izjemno čist minimalen. Torej, lahko na podlagi 5G prenosa operiraš na daljavo, brez da bi bilo kakršnega koli zamika. Ampak v Sloveniji pravzaprav komercializacije 5G ni. Zame 5G komercializacija ni, da jaz zdaj hitreje downloadam film iz Netflixa. To je čist uporabniška izkušnja, ki namesto 2-3 minut zdaj hitreje. Mene sploh to ne zanima. Komercializacija z vidika tržne komercializacije, industrijske komercializacije, delovanja Luka Koper, operacije na daljave, pa mi v Sloveniji nimamo, zato ker nimamo scalability, ni obsega trga.
in posledično neka tehnologija, ki najbrž tehnološko gledano je čisto revolucionarna ali pa vsaj tako napredna, da marsikje prenaša vrednost. Na Kitajskem imamo cele luke, ki funkcionirajo izključno na 5G, torej so robotizirane, avtomatizirane in v ozadju je prav 5G prenos podatkov, pri nas je praktično ni. Bi rekel, kako je to mogoče? Se to najbrž ne mogoče. No, mogoče se bo nekaj podobnega zgodilo tudi z AI-jem, kjer napredne nekatere države bodo znale bistveno boljše izkoristiti tehnologije, ki so na voljo, kot pa nekdo drug. Zdaj ste se spomnila na obljubo Roberta Goloba, ki je rekel, da bomo imeli zastonj dostop do vseh teh ChatGPT-jev, Gemina in ne vem, drugih To, orodij. to že zdaj imamo, tako da ne vem, kaj. Ja. Zdaj, ko si omenil robote, mogoče robotizacija, veliko se dela v industriji na robotizaciji, ker poskušajo nekako ke zaradi zmanjšanja oziroma pomanjkanja delovne sile pač situacijo reševati na tak način. Pa si rekel, da mogoče malo precenjujemo. Kaj že od Tesle, Optimus robot. A tukaj vidiš mogoče kakšno zanimivo zgodbo, ker oni pač veliko stajajo zdaj na to, ne, glede na to, da jim je prodaja avtomobilov padla, pa da BYD jih je prehitel po prodaji električnih avtomobilov, mogoče bo pa to za njihov fokus. Ja. Mogoče dajva se spomniti, da velik del trga, velik del odločanja Donalda Trumpa, kar ga združuje, in velik del nekega tudi našega vsakodnevnega odločanja, v končni fazi, je žal podlega čemu? PR-ju, podobam, ne, pričakovanjem. In če kdo je Elon Musk in pa so njegova podjetja mojstri tovrstne samopromocije in dostikrat tudi investitorji in trgi odreagirajo v končni fazi na tak način, da je to pač neka tehnologija, neka prebojna, neke rešitve in sledijo potem preprosto temu hajpu, ne. Ne bi izključil, da je v tem primeru podobno. Jaz mislim, da če kje bomo v prvi vrsti tovrstne robote, humanoidne robote, ne, človekopodobni, bomo videli v vojski, bomo videli na bojiščih, mogoče kje v logistiki, ampak tam že itak že danes obstajajo, recimo v Amazonovih skladiščih, medtem ko pa do tovrstne uporabe, kot je mogoče danes se prikazuje izključno v AI narejenih videih, ne, kjer tovrstni robot pomaga ostarelemu človeku v domovih za starejše in podobno, pa mislim, da smo še kar daleč od tega. Če govoriva zdaj o trendih v prihajajočem desetletju, vidiš robote humanoidne v našem gospodinjstvu? Ne. Okej. Ko sem se pogovarjal z enim človekom, ki se na to bistveno boljše od mene spozna, mi je dejal, da na Kitajskem je boom 4-nožnih robotov, ki stanejo tam med $500 pa $1500, nekaj takega, ki znajo narediti salto, nekako se postaviti na 2 nogi, tački, ne vem, karkoli. Potem sem pa vprašal, zakaj pa jih Kitajci kupujejo. In odgovor je bil, zaradi tega, ker je to igračka. Tako da zdaj, ali lahko neka igračka postane resen globalen biznis, težko rečem, ne, ampak kako uporabne, pridemo do tega na koncu, da mogoče danes še ne vidimo uporabne vrednosti ali pa je še ni preprosto tam, ne? Ker če je neka igračka, potem to igračko lahko pojutrišnjem nadomesti neka druga igračka. Je pa nesporno, da bi najbrž ta tehnologija lahko že danes marsikje pomagala, ampak je običajna vpeljava te tehnologije izjemno zahtevna. Ne, če smo prej govorili o Grenlandiji, vpeljava takih tehnologij zahteva prilagajanje procesov, odgovornosti, human resource management, ne, in tako dalje. In mislim, da tukaj še nimamo tega meča preprosto. In posledično ti roboti postanejo kot nek showcase, kot igračka, v tem primeru 4-nožnih in podobno. Zdaj, ko meniš igračke, sem se spomnila na Roombo, iRobota. Podjetje je šlo v stečaj oziroma bo šlo v stečaj. Tako da. Ja, zelo zanimivo, med drugim zakaj, ker so kitajski tehnološki velikani, ki so v prvi vrsti proizvajali telefone, so hitro pogruntali pravzaprav isto, kot je Elon Musk naredil s Teslom. To ni telefon in Tesla ni avto, ampak je pravzaprav elektronska naprava, ne. Ali ima 4 kolesa ali ima pa sesalec vgrajen, ne.
In ko so Huawei, Xiaomi in podobni vstopili na trg, je bilo igre konec za nekoga, ki je specializiran bil prav iz tega področja. Veliko se govori o avtonomnih vozilih. Kako ti to vidiš v prihajajočem desetletju? Spet potencial je izjemno velik. Vidimo, da v Ameriki obstaja nekaj pilotnih, kar uspešnih projektov, ne, koliko jaz to spremljam. Ampak tukaj spet ena previdnost, in da narediti samo eno primerjavo. Ne. Pred covidom ali pa v začetku tistega obdobja, torej 5-6 let nazaj, so bila naša pričakovanja okrog električnih vozil povsem nekaj drugega, kot pa to, kar vidimo danes. Vsaj v naši regiji ali pa v ZDA. Ne. Jaz sem bil ravno pred par meseci nazadnje v ZDA in ja, tu pa tam Cybertruck ga vidiš, Teslin, tu pa tam kako Teslo, ampak najbolj prodajan model v Ameriki je Ford F-150. Ne. To je pač ogromna taka zver, ki porabi, ne vem, 15 litrov na 100 kilometrov, niti nočem vedeti koliko. Ne. So pa druge regije na svetu, ki so seveda bistveno hitrejše. Ne. In, tukaj podobno, mislim, da ta hype okrog tega pa pričakovanja so prenapihnjena in da bodo trčila v neko realnost, ki ni samo ekonomske narave, ampak je tudi čisto človeške. Vedno bolj bodo prihajale te omejitve, kar se tiče robotizacije, avtonomne vožnje, tudi humanoidnih robotov, da mi smo inteligentna čustvena bitja. Nobena umetna inteligenca ni inteligenca, ne, ampak temelji na strojnem nekem učenju, na zmogljivostih, in je lahko v nekaterih nalogah boljša od človeka, ampak vseh drugih pa pogrne bistveno bolj kot človek v matematiki, ne, če tako primerjam. In tu se bo ponovno pokazalo, torej, da bo že en ogromen del populacije, dokler se ne bo navadil, dokler se ne bomo spremenili, imel čisto socialne, psihološke, antropološke ovire proti temu, da bi se vsedel v samovozeč avto, do tega, da moramo za to pripraviti infrastrukturo, da vse to stane in na koncu je to vprašanje, kdo to plača. Ne. In vem, da ko sva se midva pripravila na ta pogovor, je ena izmed tem tudi visoka zadolženost. Vidimo, da tudi to ni nezanemarljivo. Torej, tehnologija vedno je nekaj omogočala bistveno več, kot pa v tistem trenutku so družbe sposobne prebaviti. Zakaj? Zaradi tega, ker ni vzporedne infrastrukture, ni ustreznega okolja, tehničnega, davčnega in podobno, ali pa da vzpostavitev tovrstnega okolja ogromno stane. In na koncu prideš do tega, da če države niso pripravljene v to vlagati, zasebni vlagatelji toliko manj, zakaj bi vlagali v to, da potem nekomu drugemu odprejo vrata na nek trg, in posledično imamo zamike pri integraciji in pa pri uporabnosti določenih novih tehnologij. Kaj pa mogoče to zadolževanje, mogoče bi to vseeno drugače formulirala vprašanje. Monetarni sistem, kot ga poznamo danes, ali bo še obstajal tak, kot je? Ker zdaj vidimo neke tožbe Feda oziroma Powella, kar veliki pritiski na neodvisnost, v bistvu ameriške centralne banke. Jaz mislim, da tukaj moramo govoriti ločeno o ZDA in pa ločeno o Evropi oziroma Evropski uniji oziroma Evropski centralni banki. Če malo pošpekuliram, paradoksalno mogoče za nekoga, bi sam bil bistveno bolj optimističen glede tega, da bo v ZDA monetarni sistem in da bo na splošno tudi politično-družbeni sistem, ki je vzpostavljen v ZDA, se ohranil in da bo preživel Trumpa. In ta moja ocena, to prepričanje temelji na tem, da je ameriški politični sistem preživel rast števila prebivalstva merjeno z 100-kratnikom skorajda, od par milijonov prebivalcev in takrat še sužnjev do 350 milijonov, enormna sposobnost adaptacije je to. Pa ne mislim glorificirati ameriškega sistema niti podrazno, ampak ta sposobnost prilagajanja, fleksibilnosti, preživetja tudi svetovne vojne, notranje vojne, ne, torej državljanske vojne, me navdaja z optimizmom, da bo tudi ameriški sistem preživel tudi Trumpa. Močno poškodovan najbrž, ampak bo preživel. Medtem pa me pa bolj bega, kaj bo z Evropsko unijo, kajti enkrat, ko padajo tudi na splošno temelji Evropske unije kot take, in če vidimo še kak izhod iz unije, če vidimo
še večjo priljubljenost desničarskih strank, ki zagovarjajo izstope, ki zagovarjajo suverenost držav, čeprav jim Evropska unija ne odvzema nobene suverenosti, lahko hitro ta sistem, ki itak ni popoln, ne, vključuje monetarno unijo, kjer niso vse članice, nimamo pa fiskalno unijo, torej nedokončan projekt. In ta nedokončan projekt integracije Evropske unije se jaz bojim, da je izjemno ranljiv. In v prvi vrsti bo ranljiv na točki nacionalizmov, torej teh ravno nacionalnih teženj, izstopov, nekih ozemeljskih teženj in vse to, kar se dogaja v ZDA in s Trumpom, vsa ta tveganja samo še dodatno podpihuje. Tako da prej kot iz vidika samega zadolževanja, samega dolga, bi videl tukaj to politično tveganje, ki zna hitro preleviti tudi v monetarno tveganje in da ta projekt ne samo, da ostane nedokončan, ampak da razpade na nek način. Veliko se je govorilo tudi o dedolarizaciji. Centralne banke so tudi v bistvu nekako iz preventive šle v masovno nakupovanje zlata, ki ga zdaj kopičijo v svojih bilancah. Ampak ja, to je res in to poganja najbrž eden izmed vzrokov, da poganja ceno zlata, poleg tega je to nek ščit pred inflacijo, ne. Ampak dedolarizacija, spet jaz bi tu bil previden, jaz o tem poslušam, odkar je BRICS nastal, zadnjih 5-6 let. Pompozne novice te, ki so namenoma plasirane, kako je Rusija pa Kitajska začela trgovati v juanih ali pa v rublih in to bo povzročilo konec dolarja. Nekako, ko pogledamo statistiko, ko pogledamo številke, delež dolarja v globalni ekonomiji se je zmanjšal mogoče za 1 odstotno točko, ne, v tem času. Dajmo se vprašati, zakaj se 4 največje kitajske banke bojijo poslovati z Rusijo, bojijo izvajati transakcije z Rusijo z tistimi entitetami, ki so na ameriškem sankcijskem seznamu. Zakaj? Ker se tako bojijo ameriških sankcij in pa izključitve iz mednarodnega sistema, ki ga poganja dolar. Vidimo, da moramo realno priznati, da ti poskusi so pa to zelo, kako bi rekel, baby steps in še niso prinesli nekih večjih sprememb, kaj šele nekih strukturnih. Vidimo recimo en primer tudi, nedavno sem bral, pozorno spremljam trgovino med Indijo in Rusijo in pa Indijo in Kitajsko zaradi nafte predvsem, naftne trge na splošno, pač energetske bolj podrobno tudi spremljam. In so bili tam poskusi, da bi medsebojno trgovino recimo na rupije vezali med Indijo in Rusijo. Ta eksperiment je trajal ravno par mesecev, potem so ga pa gladko odpustili. In po mojem vedenju, večina transakcij, ki se naredi za rusko nafto v smeri Indije, se še vedno izvaja v dolarjih. Kako pa vidiš na splošno, zdaj si omenil, da spremljaš energetiko, nafto, kaj se bo tukaj dogajalo v prihajajočem desetletju? Tukaj živimo en tak zanimiv paradoks. Spet desetletja poslušamo o tako imenovanem peak oil, torej v višku proizvodnje surove nafte in pa tudi porabi. Ampak mogoče za koga presenečenje, za koga ne. Če se tako samo preizprašava, kdaj pa smo videli višek porabe surove nafte, povpraševanja po surovi nafti, pravzaprav ga še nismo, danes ga živimo. Paradoksalno. Na 100 milijonih sodčkov dnevno je svetovno povpraševanje zdaj že kar nekaj časa, po covidu se je zelo hitro odbilo navzgor. In se kdo vpraša, pa kako, če mi v Evropi skozi poslušamo okrog razogljičenja, elektrifikacije in podobno. To je zaradi tega, ker nas omejuje evropocentrični pogled. Celotna Afrika, ki je najhitreje rastoči kontinent, sledi tempu razvoja zahodnega sveta, želijo imeti iste dobrine, neko kvaliteto življenja, ki smo ga mi dali čez v zadnjem stoletju, recimo. In mobilnost in pa motorji z notranjim izgorevanjem so pač del tega. Če ima Američan v povprečju 2 ali pa več avtov na gospodinjstvo, ima, mislim, da Indijec 0,1, torej na 10 gospodinjstev 1 avto ali 2, tu nekje smo. Kar meni, samo predstavljamo si, kako veliko globalno povpraševanje še vedno prihaja v zasebnem sektorju po motorjih z notranjim izgorevanjem, da ne govorimo potem še o celotnih verigah, o plastiki,
o tovornem prometu, torej o ladijskem, letalskem in podobno. In ne glede na to, da govorimo o tem, da bo nafta izginila, je, je nafta še kako tukaj in bo najbrž še kar nekaj desetletij in bo ta inercija izjemno počasna. Nas pa tukaj izkrivlja to sliko, ko poslušamo na Norveškem, da se več kot polovica novo registriranih avtov že zdavnaj elektro. Ja, ampak dajmo pogledati, kaj pa to pomeni v globalnem kontekstu. Potem pa pride Trump, zavre vse subvencije, ukine vse subvencije v Ameriki in se celotno ameriško povpraševanje obrne spet. In so Američani, mimogrede, v lanskem letu povečali celo izpuste CO2 za 3%, se mi zdi, kar je z vidika globalnih prizadevanj grozno, ampak to je realnost, ki živimo. Toliko mogoče o tem, kaj se bo dogajalo z naftno industrijo. Da se pa iti potem še podrobno, kaj se bo dogajalo pa tudi z Rusijo, pa z Venezuelo in podobno, ampak to je že ločen podcast, verjamem. Ja, ampak vseeno, ker si zdaj omenil Afrika, hitro rastoči kontinent, zdaj mi, ko investiramo, smo dolgoročno usmerjeni in večina gleda ameriški trg, večina investira v S&P 500, konec koncev, tudi če globalno investiraš, se ti zgodi, da si 70% izpostavljen Ameriki, 30% v bistvu tehnologiji. Na kaj v bistvu bi mogli biti bolj pozorni? Mogoče, zdaj, mislim, da je Goldman Sachs naredil neko raziskavo, kam z denarjem za prihajajoče desetletje in je v bistvu ocenil, da bodo trgi v razvoju najbolj donosni, sicer 10,9% donosnost, medtem ko ZDA na letni ravni, na ZDA pa 6,5% donosnost v prihajajočem desetletju. Kot prvo, mogoče prvi komentar, ravno to težo, ki imajo ZDA v raznih globalnih indeksih, ponazarja spet, kjer smo glede dedolarizacije in podobno. Torej, še vedno najbolj vitalno svetovno gospodarstvo z vidika kupne moči in vsega ostaja pa Združene države, tudi z vidika kapitala, bank in celotnega sistema. Sam bi gledal na hitro, ne na hitro razvijajoče, sam bi gledal Kitajsko, Indijo. Problem je pa seveda, ker mi v tem pojma nimamo. Mi ne znamo razbrati zmagovalce, poražence, ne znamo razbrati, kaj se dogaja, ampak recimo nedavno tega sem bral en zanimiv analitičen prispevek o tem, kaj se dogaja s kitajskim farmacevtskim trgom. Namreč kitajski farmacevtski trg je bil, kot tudi večina teh razvijajočih se, dolgo časa odvisen od zahodnih multinacionalk. Vem, da so za razliko recimo od Rusije, Kitajci bistveno bolj pametno vodili politiko, konstantno spremljali razvoj in vlagali tudi v razvoj lastnih zmogljivosti. In danes pridemo v situacijo, ko ne samo, da Kitajska poseduje nekih surovin ključnih za proizvodnjo kritično pomembnih zdravil, ampak tudi razvija nove. In vsa ta podjetja, govorimo pa o desetinah, stotinah, jih ne poznamo, nekatere so uvrščene na borzo, nekatere ne. Zdaj, kako tukaj zrno od plevela ločiti, ne mene vprašati, ampak to je nedvomno izjemno velik potencial, ker so večini takih primerov so to vrednotanja, ki so podcenjena za razliko od kakšnih drugih farmacevtskih družb, ki so najbrž na višku. Problem pri Kitajski je to, da pač Xi Jinping, ko udari z roko po mizi, zelo hitro lahko sesuje določen segment pač trga, a ne, tako da je zelo velika samovolja tam, ne. Tako da to zna biti malo problem, ne. Ampak nedvomno visoka tveganja, ampak če se sprašujejo, kje so donosi, visoka najbrž tudi donosna, ampak visoka tveganja, saj kar je vedno tako, ne. Mogoče v tem kontekstu vse malo bolj razpršeno. Mi dostikrat rečemo emerging markets, Azija, kar pomeni fokus Indija, Kitajska, ampak zajameš v bistvu praktično oba trga, tako da ne staviš na določen sektor, ampak zajameš vse. Tudi recimo to, no, zdaj, ko govorimo o določenih segmentih geopolitike, orožarska panoga, kibernetska varnost, robotizacija, ne, to so v bistvu, najdemo ETF indekse, in ETF-e, ki se oblikujejo na podlagi pač, ki sledijo tem indeksom, tematski ETF-ji se jim reče, in teh vročih zgodb je ogromno. Omenjal si na začetku zeleni prehod, ESG, o tem smo govorili pred leti, danes pravijo, da je ESG mrtev, tudi Donald Trump ni nek zagovornik zelenega prehoda, on misli, da je to neka prevara. Kako pa ti gledaš recimo na to, ampak statistiko sem brala, da te tematski ETF-ji ponavadi ne dosežejo takih rezultatov kot globalno razpršeni ali pa razpršeni širši indeksi, no. Ja, zdaj
spet ne, takoj disclaimer, ni to čist moje področje ekspertize, ampak tako bi ocenil, da ne dosegajo takih donosov, ker zamujajo običajno in ker le vagajo tudi med nekim tveganjem, ne, in potencialnimi dobički in posledično vlagajo v tisto, kjer so se neke vrste zmagovalci že oblikovali, posledično so donosi že vračunani v to, a ne. Tako da toliko mogoče o ETF-ih. Kar se tiče zelenega prehoda, težko. Zdaj, po eni strani bi jaz rekel, tudi Donald Trump je na ravni ZDA marsikaj ukinil, ampak če pogledamo recimo kako bi rekel, na ravni zveznih držav, ne, vemo, da je Kalifornija daleč najmočnejši trg znotraj Amerike. Po velikosti je Kalifornija 9., 10. gospodarstvo sveta, večje od Rusije, pravzaprav, toliko o tem. In lahko mirno rečemo, da tam pa nič ni uspel zavreči. Mislim, ne, zaradi tega, ker so določene politike, ki so prepuščene zveznim državam, spodbude in podobno, ki bodo ostale. Tako da s tem mogoče so bile pričakovanja precenjena. Evropska birokracija tudi poskuša vpeljevati neke zakonodajne predloge na podlagi palice, ne pa na podlagi konkretne izkušnje in pa prilagajanja ravno celotnega ekosistema, ne, temu, čemur naj bi družba sledila. In zdaj smo najbrž neki sinusoidi, ne, ki pada dol, ampak prej ali slej se bo odbila. Sej, tukaj je tudi Evropa nekako zrahljala neke pogoje, in sicer zdaj naj bi dovolili na motorje z notranjim izgorevanjem tudi po letu 35. Tako da Ja. očitno vseeno obstaja oziroma so malo fleksibilni. Ja. A lahko mogoče se dotaknemo na hitrico samo še finteka in trendov v finteku? A ne, zdaj omenil si prej zavarovalnice. Mislim, da zavarovalnice še niso okusile tega, kar so banke okusile z digitalnimi bankami, neobankami, ki so neki hibridi med banko in pa brokerji. Kako ti gledaš? In pa družbenimi omrežji, ne. In družbeni omrežji, recimo Ja. eToro je en tak primer, ja. Ja. Kako recimo ti gledaš na prihodnjo, kako bo izgledala finančna panoga v prihodnosti? Spet odvisno, katera, ne. Zdaj, tukaj najbrž bančno bi čisto ločil od zavarovalniškega, v končni fazi si sama že to tudi omenila. Zdaj torej en vidik bi znotraj segmenta iskal različne smeri, ne, jih malo diverzificiral podpanoge. Drugič bi pa tudi rekel, da če lahko recimo na področju robotizacije ali pa digitalizacije govorimo o nekih makrotrendih na ravni celotnega sveta, pa tukaj mislim, da bojo nacionalni trgi še vedno igrali neko svojo specifično težo. Zakaj? Zaradi regulacije preprosto. Torej, regulacija je toliko specifična, da dopušča regulatorjem, politiki na mikroravni, ne, kaj pa je en slovenski trg, da umetno omejuje vstop globalnih igralcev. Ne, če gledava samo primer Evropske unije, bi rekel, kaj pa Mari pa Denisu preprečuje, da bi po komercialno ali pa pač po stanovanjski kredit šla k banki zamisli si, na Nizozemsko. Zdaj smo del monetarne unije, smo del Evropske unije, pa vemo, da je to nemogoče. Niti v teoriji ne obstaja ta možnost. Banka se hoče zaščititi, a ne rabi zavarovanje, a ne? Ja, pa kaj? Saj bo pa imela zavarovanje. Saj bo isto imela zavarovanje kot slovenska banka, ne. Zdaj, če pogledaš pri odprtju računa, imava problem, če bi v Sloveniji poslovala preko banke, ne, oziroma so se počasi zdaj na to regulatorji pa tako dalje vsi ostali v Sloveniji navadili, ne. Hočem povedati, govorimo o panogi, ki bo zelo specifično, ali pa o panogah podvržena še vedno nacionalni regulativi. In tukaj je odvisno od uradnikov, od tega, kakšna je politična volja glede digitalizacije in podobno. In jaz ne vidim te ravno politične volje v Sloveniji, da bi se Slovenija ravno postala pionir digitalnega poslovanja že v naši regiji, kaj šele v Evropi, pa bi lahko bili, ne, posledično mislim, da bojo nekateri globalni trendi, ki so prisotni, bojo pri nas zelo počasi se infiltrirali noter. Zame je recimo paradoks,
Jaz sem podzavarovan, bom kar iskreno povedal, zato ker niti pod razno nočem videti zavarovalnega agenta pri sebi na dvorišču. To je zame nepredstavljivo. Pač jaz tudi na banko ne grem. Zakaj bi šel na banko, razen če res rabim nekaj podpisati, pa še to bi raje digitalno. Medtem ko je pa to še vedno neka panoga, ki spet v naši mikroregiji posluje preko zavarovalniških agentov, preko tega od vrat do vrat. In posledično nima incentiva, ni motiva za to, da bi se prilagajala. In posledično je taka zelo konzervativna. Tako bi jaz to ocenil. Tehnološke zmogljivosti so pa seveda enormne, ne. Ampak vidimo, da pri nas zaradi omejenosti trga, zaradi regulatornega pritiska se mogoče domači igralci tako počutijo tako komfortno, zaščiteno, da se jim ni treba pravzaprav hitreje se prilagajati globalnim trendom in posledično imamo, močno zaostajamo že pri bančnih klasičnih aplikacijah, rešitvah, uporabniški izkušnji so nekatere stvari pri nas uvajajo v bankah, ki so v Rusiji bili 20 let nazaj ali pa 15 let nazaj. Ja. Ja, najbolj moteče je to, ko moraš iti na banko fizično, in potem to lahko narediš samo, med 9. in 5. Ja. A Ali pa še razumeš? celo ali pa še manj, ja. A pa še, ja, Ali krajši pa še manj. delovnik. Ja. Okej. Mogoče bi pa samo še, a imava čas še za prediction market? A 5 si kaj, minut. a si kaj gledal prediction market? Se pravi, da staviš na napovedi. No, Ne, nisem. pa ne bova midva to Ne bo. obdelala, ampak je zelo zanimiva zadeva. Vsi praktično jahajo ta trend zdaj, od Interactive Brokers, Coinbase, CNBC, in v bistvu jaz to razumem kot mogoče celo malo gamble, kot hazardiranje. Pač staviš na da ali Gamifikacija. ne. Ja. Da ali ne, in pač če zadaneš, če si na pravo polje stavil, boš dobil denar, če ne, pa pač vse izgubiš. Skratka, zelo zanimiva stvar, jaz to malo testiram, malo se igram. Ampak ja, okej, a greva mogoče še zadnje vprašanje, če bi mogel izbrati en megatrend za naslednjih 10 let, katerega bi izbral? Mogoče najbolj dolgočasnega, ki sem ga že omenil, ne, to je demografija. Kratko A, in jedrnato, ja, ker demografija. demografija, kot rečeno, ne moreš staviti proti njej, nikamor ne bo šla. Že Vpliva pa danes vidimo, praktično na vse, a ne? vpliva praktično na vse. Recimo, če pogledamo Alenka Žnidarič iz Kranjc, da ne bomo zdaj delali reklame, no, ampak nekateri ljudje so konec 80. znali prepoznati ta trend, ne, in potem zgradili nek posel iz tega. Je pa res, da mi imamo potem, vsaj v naši mikro, ne, torej konkretno, če govorim za Slovenijo, trčimo pa ob tem, da nič od tega ti kot mali vlagatelj ne moreš investirati. Ne. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo domačo panogo oziroma pravzaprav nimamo družb ali pa zelo malo, ki kotirajo na Zdaj boš Ljubljanski imel borzi. Vzajemno. Ke si dobil delnice Vzajemne, zdaj boš lahko. Ne vem, a si dobil ali nisi, no, 250 ali koliko tisoč ljudi, Ja, 450 jih je ne, dobil. ja, ne, nisem bil med njimi, sem dobil neko finančno odškodnino in to je to. Hočem povedati, eno je megatrend, drugo pa je, kako na mikrolokaciji, na mikroravni, kaj investirati, zato da boš nekaj od tega imel, ne, ampak tu mislim, da res ne rabiva tople vode odkrivati. Slovenija je med najhitreje starajočimi se regijami, državami v Evropi, kar pomeni, da vse storitve povezane s tem bodo zelo potrebovane in zdaj tisti, ki bodo znali pametno v to vlagati, bodo lahko zmagovalci. Po drugi strani se pa isto se bo dogajalo tudi drugje, ne, zdaj. Ja, in zato je treba varčevati za penzijo in pa za pokritje zdravstvenih stroškov na jesen življenja. Da. Res sem grozna, ke skozi to ponavljam, ampak meni je tako groza tega, ker dejansko, ko gledaš to piramido, je grozljivo, a ne. Ja, zaradi tega, ker tudi politika daje napačen signal, ne. Zdaj ne bova se spuščala v to mikroreformo, ki je bila lani sprejeta, ne, ampak daje signal, ne, Slovenija bo še vedno bo solidarna družba, ki bo poskrbela za dostojne pokojnine, ne. Ampak spet proti tej trditvi demografija govori, ne govori Denis ali pa Marja. Demografija govori proti temu, ne. Ja. In da znotraj obstoječega sistema je to nemogoče. In toliko bolj pomembno bi bilo finančno pismenjevanje vpeljevati v osnovne šole, srednje šole, ljudi čim prej navajati na to, da pametno investirajo, da skrbijo za to, da razmišljajo o tem.
Kajti jaz osebno bi si zelo želel in zagovarjam javno zdravstvo in socialno državo, ampak ob tej demografiji in ob taki strukturi gospodarstva, kot jo ima Slovenija, se ta enačba žal ne izide. Ne bo. Jaz sem naredila tudi epizodo pokojnine, zakaj država ne bo zmogla poskrbeti za vas, tako da predlagam, da si poslušate, če si še niste. Denis, najlepša hvala za odlično debato, dal si nam dober vpogled v megatrende, nisva sicer obdelala tistih iz leta 2022, ko sva se nazadnje pogovarjala o megatrendih, ampak se mislim, da ni bilo neke razlike. Ja, mogoče smo malo več takrat o hrani govorili, to je recimo tudi neko področje, ki nedvomno prihaja v ospredje, hrana, voda, to so tudi neke, na to bi tudi sam stavil. Bistveno se, kot je pravilno pri megatrendih, se bistveno ne bi smele stvari spremeniti, kvečjemu od najnega pogovora je ta geopolitični vidik še toliko bolj v ospredju in pa oboroževanje, varnostni vidik še toliko bolj postal pomemben. Znotraj tega en mikropodročje, recimo, ki je tudi zelo zanimiva, kibernetska varnost, kjer mislim pa, da v tem trenutku trg še ni konsolidiran, še ne vemo, kdo so zmagovalci, kdo poraženci, tako da hitro se da tudi staviti na napačne konje. Ampak zakaj je kibernetska, mogoče to, da izkoristiva še minutko, dve, zakaj po moji oceni je toliko zanimivo to področje? Zaradi tega, ker podjetja bodo v to mogla investirati, ker škoda, ki nastaja, je enormna in posledično je povpraševanje bo neelastično. Torej, ne glede na ceno, bodo podjetje mogle iskati rešitve in bodo mogle v to nameniti bistveno večji del nekih investicij, izdatkov, OPEX-a, CAPEX-a, kakorkoli, ker drugače bo tveganje preprosto preveliko. Lahko saj še ena zabavna za konec. Vesoljski podvigi, rekli sva kolonije na Marsu, leti v vesolje, ravno zdaj je bila Sunita Williams, ameriška astronautka slovenski, ki ima slovenske korenine v Sloveniji. Kaj pa potem, bomo šli na Mars, bomo šli na Mars? Mislim, da se tukaj ameriški tehnofeudalci bistveno boljši promotorji tega kot sam. Jaz to izključno vidim kot in tudi evropsko vlogo in tudi mimogrede slovensko vlogo v tem, kot izključno kot tehnologije, ki prinašajo dodano vrednost v drugih sektorjih, kar je čisto ameriški model, če smo že pri tem. Američani so mojstri, kako komercializirajo stvari, ki jih v prvi vrsti razvijajo za vojsko, za vesolje in potem jih hitro prenesejo v civilno sfero in so to običajno rešitve, ki so dobre, napredne, tako je nastal internet, GPS in še kupica drugih stvari in mislim, da z tega vidika je to super. O kolonijah pa mislim, da so to bolj utopični, znanstveno-fantastični romani. Denis, najlepša hvala za super debato. Hvala, Marja, hvala, je bilo veselje. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.